Anja Božič je magistrirala iz klasične filologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, z doktorskim študijem pa nadaljevala na oddelku za srednjeveške in renesančne študije na Srednji Evropski univerzi na Dunaju. V doktoratu raziskuje recepcijo svetega Hieronima v humanizmu in renesansi. Temu obdobju pa se posveča tudi kot prevajalka. Skupaj z Branetom Senegačnikom je prevedla izbor Petrarkovih pisem, nedavno pa v sodelovanju z gospodom Bogotajem izdala prevode raznolikih del Eneja Silvija Piccolominija. Anja Božič se ukvarja tudi z raziskovanjem rokopisnega gradiva in digitalizacijo rokopisov Frančiškanske knjižnice v Ljubljani. Izvolite. Hvala lepa za tako lepo predstavitev. A se dobro sliši tudi, če govorim malo izven mikrofona? Jaz se rada sprehajam, pa potem to. Najprej lep pozdrav še iz moje strani. Jaz bom morda malo krajša pri uvodih in zahvalah. Bi pa mogoče rada povedala na začetku zgolj to, da mi je res v čast, da sem lahko tukaj in sem prijetno presenečena nad tem. Jaz imam mogoče malo več teh študija, pedagogike in podobnih stvari za sabo in moram reči, da mi je bilo vse to blazno dolgočasno. Ves čas venomer in tako mi je to današnje srečanje res lepo presenečenje, da pač smo lahko tukaj in razmišljamo o temah, o zgodovini celo in o vsem tem, kar recimo si jaz ne predstavljam takrat, ko smo morali obiskovati tista dolgočasna predavanja iz pedagogike, kdajkoli tam lahko sploh razmišljati. Tako da mi je res v čast in sem vesela, da sem lahko danes tukaj z vami in upam, da lahko tudi jaz, čeprav je predavanje tudi moje, ni nek priročnik, ampak upam, da vam bo dalo vseeno navdih tudi v vaši pedagoški praksi. No, morda za začetek, a ne, samo da razločimo, o čem bom sploh govorila. Sicer v naslovu, a ne, tukaj imamo humanistična pedagogika. Humanistična pedagogika kot izraz sam, a ne, pomeni sicer v nekaterem, sploh v anglosaškem svetu je to prav neka posebna pedagoška teorija, ki se osredotoča najbolj na to, da poudarja, da vsi posamezniki so različni in v vsakem od njih je treba izkoristiti potencial, ki ga ima in pač ga razvijati tako, da se lahko izkaže. Zdaj, to ne bomo govorili o tem tukaj, bomo govorili o osnovah, ki so zadaj za to teorijo, ampak bomo govorili o pedagogiki v času humanizma, o vzgoji v času humanizma. In da bomo to sploh lahko začeli, a ne, bomo najprej povedali nekaj o tem, kaj sploh humanizem je. Torej humanizem in renesansa. Sicer so seveda med nami ljudje, ki bi o tem lahko mnogo bolje govorili kot jaz, sploh na področju umetnosti, pa vendar, ne samo, da predstavimo malo konteksta, da vemo, kje se nahajamo. Kaj si vi predstavljate pod izrazom humanizem? Kaj bi rekli, če bi vas kdo vprašal? Tukaj, a ne, je samo en kratek odlomek iz romana Alojza Rebule, ki ga morda kdo od vas pozna, a ne. V zadnjem času, kot ste slišali, s kolegom sem se ukvarjala z Enejem Silvijem Piccolominjem in sva ta roman prav zaradi njega globoko prečesala. No in en zabaven odlomek v tem romanu, a ne, tam sedita dva, ki sicer skušata napraviti atentat na tega tržaškega škofa, Eneja Silvija Piccolominija in se pogovarjata, ker Piccolomin je bil tudi velik humanist, kaj sploh to humanizem je. In eden reče, ja, kaj pa je to humanizem? Humanizem, kaj je to? Humanizem, hočeš reči? Mislim, da ni nič, nekaj, kar se valja po ustih literatov. In dejansko to je pogosto mnenje oziroma predstava, ki ga ima marsikdo pač o humanizmu, o renesansi malo drugačnega, ker to velja pač za umetnostni razvoj in to sijajno obdobje popolnoma drugačnega upodabljanja in oziranja proti antiki, ampak recimo prav humanizem, a ne, pa si vsi mislijo, pred sabo vidijo tiste velike knjige in vse, kar so počeli, je, da so zapisovali in gledali te knjige in to je bilo to.
Pa vendar to ni res, a ne, humanizem in to obdobje v 15. stoletju ima zadaj veliko več, a ne. To je na nek način neko duhovno gibanje, ki najprej zajame sever Italije, navadno ga uvrščamo v 15. stoletje, ampak vendar ima zasnove že mnogo pred tem, povezano je z velikim v bistvu razvojem, celotnim družbenim in tudi gospodarskim razvojem v tistem času, a ne. Zakaj prav v Italiji? Ker je Italija nekako na križišču poti, a ne, od juga proti severu, tam je središče bančništva, kot tudi vemo, in finančen center, tam je močan srednji sloj, aristokracija se seli v mesta in konec feudalizma, razvoj mestnih državic. Ampak kaj vedno ta razvoj potegne za sabo? Vsakič, ko imamo pred sabo nekom gospodarski razvoj in podobno, to pomeni na nek način birokratizacijo. Potreba po tem, da se zapisuje, da se nekako ureja te stvari in podobno. In če pride do te potrebe, potrebujemo ljudi, ki so dovolj izobraženi, da vse te dolžnosti lahko opravljajo. No in v bistvu to je v ozadju celotnega tega drugačnega in pospešenega razvoja v 15. stoletju, a ne. Zakaj to izobraževanje? Ker je bila potreba po tem, a ne. No in v tistem času se začnejo razvijati šole, obstajajo tudi že univerze in te šole so primarno usmerjene zgolj v to, da bojo ljudi naučile pisati, zapisovati dokumente. To je v začetku. Ampak potem oni slej ko prej ugotovijo, da to ni dovolj, ampak da je treba, da ljudje ne samo pisanje dokumentov, ampak da se znajo tudi izražati, ker pač je bilo treba kdaj kaj tudi ustno, kakšno sporočilo prenesti in podobno. Pa vendar so potem ugotovili, da tudi to ni dovolj, ampak da mora človek imeti še nekatere druge discipline. In kaj so poudarjali? Poudarjali so zgodovino in moralno filozofijo. Torej, tukaj že vidimo neke te začetke, a ne, proti temu malo širšemu in bolj celostnemu pristopu k izobraževanju. In od takrat je bilo ogromno učiteljev, ki, kot rečeno, so najprej učili zgolj pisanje in gramatiko, ne, gramatika slovnica in retoriko, no potem pa se jim je dodalo še to. In njihovo vlogo teh prvotnih učiteljev so prevzeli humanisti. Torej, v bistvu humanist sam, a ne, ni v osnovi nič drugega kot učitelj. Samo da pač uči te specializirane vede, ne zgolj gramatiko in retoriko, ampak temu doda še zgodovino in moralno filozofijo. Zakaj? Oni so trdili, da v zgodovini lahko najdemo primere, zglede, ki nas učijo ali nekaj dobrega, ali nas od česa preusmerijo, medtem ko moralna filozofija, pač filozofija, samopoznavanje, nas pa uči, kaj je prav, kaj je modro, kaj je naša dolžnost. In verjeli so, da je to tisto, kar je pač potrebno za vsakega izobraženega človeka. Recimo, samo če preberem en odlomek, a ne, o teh vedah. Vsaki vrsti biti je bil dodeljen poseben in po naravi prirojen dar. Konjem je naraven galop, ptičem letenje, zgor človeku pa je prirojena želja po učenju. Čemur torej Grki pravijo paideia, pravimo mi studia humanitatis, kajti učenje in urjenje v vrlini sta značilni za človeka in zato so naši predniki temu rekli humanitas, početje, ki je lastno človeštvu. Ta odlomek, a ne, prihaja od enega humanista, katerega pedagoški traktat bomo potem natančneje brali, ampak nam že lahko pove, a ne, to, kako so oni razumeli čemur mi zdaj pravimo v bistvu predmeti discipline. Oni so imeli prepričanje, da je to neka tista temeljna osnova, ki jo mora človek imeti, zato da lahko deluje v družbi. In to je recimo eno izmed bistev te vzgoje v času humanizma, je ta prepričanost, izredno praktična usmerjenost, a ne, prepričanje, da mi to nujno potrebujemo, zato da sploh lahko delujemo v družbi.
Recimo, ne vem, meni osebno se to zdi precej daleč stran od sicer današnjega, a ne, rahlo omalovažujočega pristopa, kdaj, a ne, zakaj se sploh je treba učiti in podobno. Kako v bistvu plemenito je to, da se je ljudem zdela osnova tega, da sploh lahko deluje v družbi pa v državi to, da mora imeti neko osnovno izobrazbo. In do te mere, da to poimenujejo, a ne, studia humanitatis, torej tisto človeško v njih samih. Drugače kot danes, ki vse, kar mi mislimo sicer, da je humanistika, a ne, zgolj nek krovni izraz za vse tisto, kar ni naravoslovje, naravoslovje je pa edino v bistvu, kar je pomembno in nas vleče naprej, a ne. Mogoče se to zdi ozkovogledno, ampak humanisti so res verjeli, da nas nič ne pripravi tako dobro na življenje, kot pač opazovanje, kako se krepost ali slabost udejanjita v drugih živih bitjih, iz literature, iz književnosti, iz zgodovine, in potem, kako sami v sebi prvo ljubiti, drugo sovražiti. To je nekako bistvo tega njihovega pristopa k tem vedam. Je pa to do neke mere tudi odgovor, a ne, na srednjeveški pristop v izobrazbi, ki je bila rezervirana predvsem za klerike, a ne, predvsem za cerkveno službo in je poudarjala logiko in teologijo, in za razliko od tega pa naj bi humanistična izobrazba, kot rečeno, mlade res pripravila na nek ta praktičen poklic, druge, ne le v cerkvi, a ne, ampak tudi diplomacija, administracija, uprava mest in podobno. In recimo, če samo še omenim en poseben izraz enega vzgojitelja od takrat, Victorino da Feltre se imenuje, on je rekel, ne učim za šolo, ampak učim za življenje. In tudi to je to bistvo, a ne, humanistične vzgoje, vedno kakršnakoli že je. Bolj kot neko individualno vrlino ali pa znanost, veščino, ki jo lahko človek dobi s šolo, so poudarjali to vizijo celotne skupnosti, a ne, in so vzgajali svoje študente, da lahko služijo svojemu mestu, državi in tudi Bogu, a ne. Zakaj poudarim in Bogu? Zaradi tega, ker je pogosto spet se smatra, a ne, ta doba renesanse in humanizma za neko obdobje sekularizacije, a ne, nek tak odmik, v bistvu govorimo o antropocentrizmu, kot da takrat je človek v sredi in vse ostalo se pozabi, a ne, pa vendar ni tako, a ne. Ne vem, Še bolj poudarjena je ta zagledanost v klasično antiko, a ne. Če smo prej poslušali o tem, kako se skuša spajati krščanstvo in klasično antiko, a ne, recimo tukaj za renesanso bo vsakdo rekel, to je pa oživljanje idealov klasične antike, to je vidimo v kulturi, v arhitekturi, ogromno teh umetnostnih vodičev poudarja podobno in tako naprej. Pa vendar to ni res, a ne, ni samo to. Namreč tudi v humanizmu, a ne, so v začetku je bilo treba precej časa, da so nekako dosegli neko to ravnovesje med krščansko in med pogansko kulturo in med tem znanjem. Ne vem, morda se nam zdi to zdaj absurdno, ker je toliko drugih kvarnih vidikov za mladino, ki jih poznamo, a ne, kot pač samo to, da se bojo zdaj pa ozirali po rimski literaturi, ampak v tistem času, a ne, dejansko je bilo precej debat o tem, a ne, pač seveda znotraj splošne kulture, šolskega sistema in podobno. Morda v zvezi s tem vam lahko podam en primer, no, prej ste prijazno povedali, a ne, jaz se sicer ukvarjam z recepcijo svetega Hieronima v renesansi in prav Hieronim je naš rojak, a ne, eden od takih primerov, kjer je na podlagi njegove obravnave res vidno, kakšne v bistvu včasih težave, a ne, so imeli s tem obravnavanjem poganske literature v času, ko je v bistvu pač bil res krščanski, a ne. Recimo, če je kdo od vas bral Hieronimova pisma, morda pozna to anekdoto iz njegovega življenja. Pač Hieronim je seveda bil šolan klasično, a ne, to v Rimu je pridobil najboljšo izobrazbo v gramatiki in retoriki od najboljših govornikov in potem je ogromno bral, a ne.
ampak ni bral samo Biblije, ne, ampak bral je tudi ostalo literaturo, pogansko literaturo. Ne. In potem na neki določeni in ogromno pisal. In na neki določeni točki Hieronim pripoveduje v svojih pismih, da je sanjal, da je bil poklican pred Boga, da ga je Bog poklical in ga je vprašal, kdo si ti? In Hieronim mu odgovori, ja, kristjan. In potem mu Bog reče nazaj, ne, ti si ciceronjanec. Ciceronjanec zato, ker pač, a ne, Ciceron, ta slavni rimski govornik, je pač bil nek ta simbol poganske kulture v tistem času. Ne. In mu Bog reče, nisi, ne lažeš. In potem Hieronim ustraja in potem je bičan in pretepen in podobno. Tole upodablja tale slavna slika, ki jo lahko tukaj vidimo. To je pogost motiv dejansko, ne, to je tako pogosto bilo v tistem času, da je celo prodrlo v umetnost. In Hieronim je bičan in vse možno in potem reče, ne bom več bral poganske literature, ne bom več bral rimske in grške antike. No, ampak potem, a ne, vendar to nekako ni res, ker se še vedno njegovi citati iz rimskih in grških klasikov pojavljajo v pismih, v njegovih kasnejših delih in tako naprej. In humanisti, a ne, so vse to brali in so rekli, ja, to pa je problematično, ne, kako če je on rekel, da ne bo več bral tega, potem pa vendar očitno je še bral, saj to povsod v njegovih pismih in podobno. In pišejo o tem, a ne, marsikje najdemo odlomke, ki o tem pričajo in recimo prav Francesco Petrarca, a ne, on se je blazno ukvarjal s tem problemom. On je sicer imel raje Avguština kot Hieronima in recimo obstaja eno njegovo pismo, v katerem piše svojemu prijatelju, ki pa je preferiral Hieronima, mu piše, ja, ne, Avguštin je precej boljši, ne pa tvoj Hieronim, ki je Bog ga celo mogel poklicati gor in ga pretepsti, zato da je njihov brat vso to literaturo. Ne. Tudi to je bil velik v bistvu nek problem pristopa tudi v času humanizma. No in recimo, kaj se potem zgodi, a ne, kasneje, Petrarka še razmišlja o tem na tak način, a ne, mu Hieronim ni blizu zaradi tega dogodka v nebesih, medtem ko, a ne, kasneje, avtor pedagoškega traktata, o katerem bomo kasneje govorili, Peter Pavel Vergeri, on pa reče, ne, Hieronim je bil kaznovan zgolj zaradi tega, ker je bral preveč latinske literature, potem je ni bral več preveč, sicer jo je še vedno vključeval, jo je uporabljal, a ne, kot smo slišali prej, takrat, ko so bile stvari koristne in tako naprej, je še vedno posegel po njej, ampak ni pa več pretiraval, ne, in ga na tak način ga opravičijo in potem v bistvu večkrat celo poudarijo, ne, da če on ne bi imel klasične izobrazbe in če ne bi bil šolan v takšnem sistemu, sploh ne bi mogel narediti vsega tega, kar je naredil, torej prevedel Biblijo, napisal vsa ta slavna dela, komentarje in podobno. In recimo, tukaj mi morate verjeti na besedo, ker pač te reči niso prevedene, nažalost, ampak v marsikaterem delu v 15. stoletju, sploh tistih bolj pedagoško naravnanih, a ne, poudarjajo prav Hieronima kot nek vzor tega, a ne, kako bistveno je, da imamo neko izobrazbo, kakršnakoli že, da je stoji na klasični izobrazbi in to je neko bistvo in na to fundacijo, a ne, moramo potem mi postaviti več. Kot je Hieronim na to fundacijo postavil to, da je potem lahko prevedel Biblijo, komentiral, deloval v bistvu za krščansko kulturo in tako naprej, a ne, ampak osnova tega pač mora biti karkoli je važno, da mi potem damo to v službo tistega, kar je več in bolj pomembno in to je krščanstvo. In prav, a ne, v povezavi s tem je tudi v humanizmu izredno popularen točno to pedagoško delo, o katerem je kolega prej govoril. A ne. To je sicer napisano v grščini, humanisti potem to prevedejo v latinščino, ampak to je izredno brano. In iz tega oni posegajo po vseh teh metaforah, po tej metafori o čebelah, še posebej, a ne, poudarjajo pa tudi različne navezave in paralele na Biblijo, recimo primerjajo, da kakšen mora biti pravi študent, mora
biti kot Mojzes, ki je najprej osvojil egiptovsko znanje, preden je postal vodja Izraelcev, ali kot Daniel, ki je bil svetovalec v Babilonu in je osvojil znanje Kaldejcev, ampak ostal zvest resničnemu izraelskemu Bogu. In oba ta primera, oboje to lahko že najdemo v tem Bazilijevem traktatu. Vse je zelo povezano in to je zanimivo, lahko se gibamo 1000 let je narazen in recimo to res kaže, da so to neka ta neumrljiva in pomembna dela, na katerih vse stoji. Takšna razdalja ju loči, pa oboji uporabljajo podobne te metafore in podobe. Torej, če ponovimo, glavne te vrednote humanistov so uglajeno izražanje, ki ga dobimo s poglobljenim študijem retorike in gramatike na podlagi latinskih, kasneje tudi grških avtorjev, hkrati pa prilagajanje tega znanja svojim lastnim vrednotom, ki pa so globoko krščanske. In to v smislu, da je to vzgoja za celotno življenje, ne samo vzgoja za sebe per se in za doprinos mestu, državi in skupnosti. In recimo tukaj imamo spet en lep citat, pravi: človek, ki se docela preda privlačnosti književnosti ali različnim miselnim spekulacijam, sledi zgolj sebi in je kot državljan ali vladar povsem nekoristen. Človek, ki se uči brez cilja, izključno iz lastnega interesa, je kot drevo brez sadov. In recimo, to samo kot nasprotje temu prepričanju o tej zagledanosti humanistov v knjige in popolnoma nefunkcionalno preučevanje znanosti, sploh ne. Vse to je globoko praktično usmerjeno v to, da bi delovali kot skupnost. To zgolj za umestitev obdobja, namreč to je potem ključno za vzgojni traktat, iz katerega bi prav tako navedla samo par citatov, ki jih bomo obravnavali skupaj, ampak najprej samo še da omenim avtorja, to je Peter Pavel Vergeri starejši, ki ga morda poznate bolje samo po imenu, ker je njegovo ime enako kot ime njegovega mlajšega soimenjaka Peter Pavel Vergeri mlajši, ki je bil povezan s Trubarjem, ampak vendar ta Peter Pavel Vergeri starejši spada med res ključne osebnosti evropskega humanizma. Recimo v Italiji njega res častijo kot začetnika in teh pedagoških študijev in nasploh kot pomembnega pisatelja. Bil je sicer učitelj retorike, prava, logike, medicine, to spet lahko vidite ta nabor teh ved, to je še ena ta ključna lastnost teh humanistov, torej oni so široko razgledani po vseh vedah, vejo veliko o vsem, od tod izhaja ta izraz renesančni človek. Bil je tajnik 2 papežama in kar je morda še bolj pomembno, služboval je tudi na dvoru ogrskega kralja Sigismunda v tistem času in on je bil v Budimpešti, kjer je potem Vergeri tudi umrl. Tudi v bistvu zanimiva ta življenjska pot, rodi se v Kopru, kjer je tudi preživel otroštvo, potem se šola po severni Italiji, celo v Rimu, v papeški kuriji deluje, potem pa pade v oči temu cesarju, da ga vzame k sebi na dvor. In umre tudi v Budimpešti. Jaz sem tam 1 leto preživela na fakulteti in sem z blazno vztrajnostjo iskala ta grob, pa ga nisem našla, ker se je tista cerkev, v kateri ne bi na koncu živel, celo zrušila in tega pač žal ne moremo več najti. Pa vendar, celo Madžari ga dobro poznajo, zaradi tega, ker verjamejo, da je prav on bil tisti, ki je zaslužen bil za širjenje humanizma iz Italije na Madžarsko in potem v germanske dežele. Tudi zelo pomembna osebnost, pa ne vem, koliko ljudi dejansko v Sloveniji pozna Petra Pavla Vergerija starejšega, morda res redko kdo pa izhaja prav iz Kopra. In on se je že zgodaj začel pravzaprav ukvarjati, razmišljati vsaj o vzgoji in o izobraževanju. Napisal je komedijo z naslovom Pavlus, ki je prevedena v slovenščino,
in že ta komedija recimo je na nek način obravnava to, kako sploh vzgajati mladeniče v tem času. Namreč pripoveduje na zelo humoren način o Pavlusu, ki je študent v Bologni in počne vse drugo, kot študira. Pa vendar ga v bistvu to delo upodablja na nek tak način, da on nikdar ni pravzaprav nič kriv, a ne? Vedno ga k temu nekaj napelje. Nekdo mu predlaga, da naj grejo ven, nekdo organizira zabavo pri njem doma in podobno. Vedno ga nekaj napelje k temu. In zakaj ga napelje? Ne? Zato, ker nima boljših zgledov. Pa zaradi tega, ker živi sam, pa zaradi tega, ker njegov vzgojitelj ves čas manjka in je bolan in podobno. Torej, nekako, a ne, delo sporoča, da ta mladenič sicer ni slab sam po sebi, samo nima nikogar, ki bo mu pokazal boljše in pač, ker je še v takšnih letih, a ne, se hitro da zapeljati. In sicer je pač to komično delo, ampak v uvodu in v zaključku recimo pa Vergeri zelo jasno poudari to didaktično noto. No, potem je Vergeri avtor tudi 10 govorov v čast svetemu Hieronimu in prav on je tisti, a ne, ki je razvil to apologijo pravzaprav Hieronima, o kateri sem prej govorila, a ne, to, da pač Hieronim brez klasične izobrazbe ne bi nikamor prišel. No in Vergeri je pravzaprav populariziral to teorijo. On je hodil po teh severnoitalijanskih mestih, imel te govore in govoril o tem, a ne. In to je izredno zanimivo, o teh govorih izvemo ogromno tako o Hieronimu kot nasploh o idealih humanizma in pa tudi ogromno o klasični literaturi, a ne, ker tudi Vergeri, tako kot Hieronim, vsa ta svoja dela jih prepleta z citati in z referencami tako iz cerkvenih očetov, še posebej iz Hieronima in iz antičnih avtorjev. Ne. To so take lepljenke teh citatov in so izredno zanimive za branje. No in pa še, da pridemo do dela, o katerem še nekaj besed v nadaljevanju. To je njegov pedagoški traktat De ingenuis moribus et liberalibus studiis adolescentie ali o plemenitem značaju in svobodnih študijah. Zdaj že samo po naslovu, a ne, tukaj lahko spet vidimo od to, kar smo govorili že prej, a ne, tu ni pedagoški traktat o disciplinah, o različnih vrstah študij, ki jih mi moramo obravnavati, ampak že vidimo, da je o plemenitem značaju, a ne, poleg. In že vidimo spet to dvojnost, a ne, vedno dvojnost, ne, ni samo pač vzgoja k nekemu znanju in disciplini, ampak je vzgoja tudi v smislu značaja, ne. In humanisti so to imeli, a ne, žal pa danes ne vemo več, kolikrat nam to uspe. In recimo ta traktat velja za prvo sploh sistematično delo na temo vzgoje in res poudarja ta celosten pristop k izobraževanju. Torej, klasično šolanje skupaj z vzgojo moralnih vrednot. Ključni disciplini sta, kot sem že prej povedala, zgodovina in filozofija. Zgodovina zaradi koristnih zgledov, druga filozofija pa zaradi spodbude h kreposti. Potem pa ima Vergeri doda še telesno vzgojo v enem poglavju na koncu, kjer predvsem govori o pomenu pač bojevanja. To je bila burno obdobje v Italiji, tudi precej vojen in bojev in sploh od plemičev se je pričakovalo, da se bodo znali boriti. Ampak ne samo zato, a ne, tudi poudarja, da telesna vzgoja je pač važna tudi zato, ker je pač zdrav duh v zdravem telesu in je dobro, da pač se ukvarjamo tudi s tem. No in traktat je, kar je spet tipično humanistično, pisan v obliki pisma. Pisma, ki ga je Vergeri posvetil takratnemu padovanskemu vladarju Francesco de Novela, piše pa, v bistvu nagovarja pa njegovega vnuka Ubertina. Napisano je okrog leta 1402, a ne, zdaj samo opozorila sem na starost tega dečka Ubertina, a ne, on je star 10 let. Zdaj, seveda, takrat so že prej, a ne, brali in se izobraževali in tako naprej, pa vendar, a ne, nek 10-letni deček najbrž ni realno mogel biti prav naslovnik takega velikega dela. Kaj nam to pove, a ne? Je, da v bistvu to delo ni bilo namenjeno samo temu dečku, ampak je bilo namenjeno seveda, da se razširi, a ne, in da bo potem prišlo naprej in da ga bojo brali drugi za njim
in podobno dalje in to tudi večkrat poudari, kot bomo potem videli v citatih, da je on napisal to delo zato, da poda neke koncepte, ampak da je ta Ubertino, ta deček že sam po sebi zelo dober in tako naprej in se v resnici mu ni treba, da se tega uči, ampak pač bomo zapisali zato, da bodo še drugi vedeli. Ne upozorim samo še na tole naslovnico, ta naslovnica je v bistvu naslovnica koprske inkunabule tega dela, tako da mi imamo to delo v inkunabuli zgodnji tisk, je to v Kopru, ohranijo knjižnica Srečka Vilharja in si jo lahko tam tudi pogledate, ampak spet mi to delo imamo, pa se ne ukvarjamo z njim, nažalost, kaj dosti do sedaj. Morda, če si lahko dovolim, to delo sem prevedla in bo išlo letos pri Celjski Mohorjevi založbi, tako da ga bomo lahko v celoti tudi brali v slovenščini. No, ampak poglejmo zdaj samo par citatov iz tega dela. Morda ta še najlepše poudarja o čemer sem govorila prej, o tem pomenu vzgoje za dobro v državi in v družbi. Vergeri pravi: glede vzgoje mladih je marsikaj v rokah staršev, nekatere reči pa določajo tudi zakoni, a sam bi skoraj rekel, da bi morali zakoni določati vse. Da je domača mladina dobro vzgojena, je namreč pomembno za državo in če bodo mladi primerno izobraženi, bo to koristno za celotno skupnost, ne zgolj zanje. Zdaj seveda pustimo ob strani, koliko se strinjamo s tem, da bi moralo biti vse uzakonjeno in tako naprej, to pač je tukaj samo forma, ampak recimo je pa zanimivo prav to ta poudarek oziroma lep poudarek, to ni dobro samo za njih, ampak koristi celotni skupnosti. In meni se res zdi to lepo in plemenito prepričanje, da verjamejo v to vzgojo in konec koncev potem tudi učitelj verjame, da dela s tem, da vzgaja mladega ne le dobro zanj, ampak dejansko dobro za celotno skupnost. Potem omenila sem že, kako pomembni so dobri zgledi pri njih. In tukaj spet lahko beremo, Vergeri piše: mlade je tako treba obvarovati in jih odvračati od vseh vrst nečednosti in sramotnega brezboštva. Zaupati pa jih smemo izključno ljudem neoporečnih nravi in življenja, ki jih bodo k dobremu spodbujali svojim zgledom, svojim vplivom pa odvračali od slabega. Kot namreč nežne drevesne vejice privežemo k palici, da se ne bi upognile pod lastno težo ali silo viharja, moramo k mladim pritegniti družabnike, ki jih bodo spodbujali k učenju, jih od slabega vodili nazaj k znanju, s posnemanjem njihovega zgleda pa bodo napredovali. To je izredno lep odlomek, ki v bistvu vse sam po sebi pove in pravzaprav sploh ni potreben komentar, ampak morda samo to še, ker smo prej slišali tudi vse te lepe metafore, ki jih uporablja Bazilija, tudi humanisti nikakor ne skoparijo s tem, ampak se ogromno naslanjajo tudi recimo sploh to mlado drevo, ki vzgaja in podobno, to je zelo pogosta prispodoba in se mi tudi zdi precej lepa. No, ampak spet to iskanje vodstva in dobrih zgledov. Včasih pa takšni nasveti postanejo precej konkretni, ki so in nam morda celo zvenijo zabavno. Recimo Vergeri piše o Sokratu in reče: Sokrat je dobro učil, naj mladeniči pogosto motrijo svojo podobo v zrcalu, in sicer zato, da spodobni ne bi kazili svojega izgleda s pomanjkljivostmi, medtem ko bi se tisti, ki so manj prijetnega videza, tega trudili ozaljšati s krepostmi. Torej, če se bomo gledali v ogledalo in si ne bomo všeč, potem se bomo trudili biti dobri, da bomo zato lepši. In to je zelo zanimivo, ampak je v bistvu tudi del mogoče boljše srednjeveških teh prepričanj, ko so dejansko verjeli, da lep človek je tudi dober. Ampak seveda v tem času tega niso več verjeli, ampak so pa na nek v bistvu na pol šaljivi način spet skušali na tak način podati vzpodbudo k dobremu. Tisti, ki ni zadovoljen s sabo, naj se trudi, da bo boljši in bo tako lepši, tisti, ki pa je zadovoljen s sabo, naj se pa trudi to ohranjati in je to še vedno dobro. Ampak potem nadaljuje, morda pa da bodo to še bolje izpeljali, če bodo namesto lastnih odsevov motrili krepostno držo koga drugega, kot bi zrli v živo zrcalo.
Že Publius Scipion in Quint Fabi, to sta dva rimska avtorja, sta pripovedovala, kako močno jo je vnemalo motrenje podob slavnih prednikov, kar se je izkazalo za navado skoraj vseh plemenitih mož. Cezarja je pogled na sliko Aleksandra Velikega podžgal, da se je polastil največje oblasti. In spet to je recimo tudi iz latinske književnosti slavna podoba in spet obstaja precej umetnostnih upodobitev, kako je Cezar, kako se je zjokal pod podobo Aleksandra Velikega in potem razpravljajo o tem, a iz velikega spoštovanja ali zato, ker se je zavedal, da sam nikoli ne bo tako dober. Pustimo to ob strani in gremo k naslednjemu citatu, pa tega se ne ustraši, čeprav je zelo dolg, ampak ima pa spet celo bogastvo nekih dobrih zgledov. Spet to je vse iz tega Vergerijevega dela, zato tudi nisem pisala ničesar odkot so, ker so vsi iz istega dela. Reče, najprej samo o vzgoji na splošno. Vsi pa naj se že v otroštvu posvečajo študiju in delu, kot pravi Virgilijev vers, dokler je njihov duh lahkoten in leta še dopuščajo spremembe. Zato je pouk toliko pomembnejši prav v teh letih, ki so v vseh drugih obdobjih najprimernejša za učenje. Sicer pa bi se morali pravzaprav nenehno učiti, razen če je učenje kdaj sramotnejše od nevednosti. Še Sokrat, veliki filozof, se je v visoki starosti posvetil liri in svoje prste zaupal vodenje učitelju. Medtem pa so naši mladeniči za Božjo voljo zaradi pomehkuženosti leni pri učenju in se že takoj zatem, ko so odstavljeni od mleka, sramujejo podrejanja učitelju. A nikakor jih ne smemo prepustiti lastni volji, pač pa jih z najrazličnejšimi sredstvi pritegniti k dobremu in poštenemu študiju. Nekatere je treba pritegniti pod pritvezo hvale in z obljubami slave, druge z darilci in laskanjem, spet tretje mesto pa moramo prisiliti z grožnjami in tepežem. Vse to pa je treba dobro premisliti in modro določiti pravo mero, da bo učitelj premeteno segel zdaj po enem, zdaj po drugem, hkrati pa paziti, da ne bo niti preblag, niti prestrog z njimi. Najti in obdržati pravo pot brez kakršnega koli vodstva je namreč edinstven dar od zgoraj, ki ga dobile redki. Kajti kot pravi pesnik, le malo je Božjih sinov, ki jih je ljubil Jupiter, ali pa so od njega celo spočeti, da zadostimo še mitologiji. No, če samo razdelamo ta precej dolg citat, ima en kup enih res pravzaprav dobrih smernic, recimo najprej prav to, ta poudarek, da je nujno vodstvo, nujna je ta prisotnost učitelja, vodnika, ki te vodi. In še Sokrat, ki vemo vsi, da je bil izreden filozof in tako naprej, tudi on v nečem, česar ni obvladal, torej igranje lire, ker znano je, da Sokrat se je v starosti potem odločil za glasbo, se je pač dal v uk učitelju. In spet spodaj poudarja, ker piše kot pravi pesnik, to je citat iz Virgilija v humanistični literaturi kot pesnik, pravzaprav večkrat z veliko P je Virgilij večinoma, iz tega spoštovanja do rimske literature. No in tukaj spet se naslanja prav na ta Virgilijev vers, da še enkrat poudari točno to. To je ena zanimivost tega citata, potem poudarek zgodnega šolanja. To je tudi zelo, zelo prisotno večkrat v humanistih, tudi pri kasnejših piscih, čim prej v otroštvu začeti. Zdaj ne na vso moč, ne že mučiti uboge otroke v zibki z govorjenjem v vseh možnih jezikih, ker potem bojo zagotovo znali, njih so humanisti na tak način, ampak pač, da se že v otroštvu začne in poudarjajo tudi to, da je potrebno, da imamo takrat najboljše učitelje, ker vsak ta dotik, vse, kar lahko takrat izvemo, se vtisne v nas. In spet tukaj je zelo pogosta ta metafora, ki smo jo prej omenili s to voščeno tablico. Zelo pogosto spet rečejo, da otroci so v otroštvu res kot vosek, in takrat se ta vosek najlažje oblikuje. In zato je to pač potrebno že v otroštvu. No, potem pa še zadnja ta
zanimivost, je to, da kako so v bistvu že v tem času so se zavedali te raznolikosti, V redu, tukaj se smejimo temu s kakšnimi vsemi, na kakšne vse načine je treba prepričati k učenju, ampak je pa vsem poudarja, na nek način to raznolikost učencev, ki pa je mogoče pri tem odlomku še malo bolj jasno izpostavljena. Pravi, mladi so že po naravi tako hitro dojemljivi in hkrati bistrih misli, da lahko tudi brez posebnega znanja razpravljajo o marsičem pomembnem in podajajo kar najbolj tehtna mnenja. A kot se moramo z vso skrbnostjo posvečati takšnim, torej tem, ki vejo in že znajo, hkrati tudi povprečnih ne smemo zanemariti. Slednjim moramo toliko bolj pomagati tam, kjer so po naravi šibkejši. Ker je poleg tega vsak intelekt drugačen, naj se vsakdo posveti sebi primernemu študiju, glede na to pač, v kateri vrsti se bolj odlikuje. Vrh tega so nekateri razumsko ožji in, kot pravi pravniški izraz, ujeti znotraj svojih meja. Toda če tudi so šibki pri vsem drugem, imajo kljub temu to ali ono izjemno spretnost. Tem naj bo dovoljeno početi izključno tisto, v katerem so edino bolj sposobni. Poleg tega količina dela, ki si jo zazda posameznik, ne sme biti enaka za vse, pač pa prilagojena temu, kako deluje in koliko je zmožen njegov intelekt. Ne vem, meni recimo se je zdelo to izjemno zanimivo, da že takrat tako zelo trezno, razmišljajo in priznavajo, to pač ljudje smo si različni, vsakdo si ne naloži toliko, kot takrat zmore, in učitelj ne bo tisti, ki ve in ki zna nekako potem odrejati v zvezi s tem, in tudi pač ni slabe volje, ker morda eden zna več, drugi manj, ampak pač je treba razumeti, da so pač njihovi intelekti različno dobri. Potem on pogosto poudarja tudi zmernost, zmernost tako v smislu hrane, pijače, aktivnosti in podobno, kot tudi zmernost pri učenju. Recimo, zdaj se mi je zanimiv ta citat, v katerem pravi, da se tudi ne smemo preveč naložiti, reče, za mnoge pa prepreko predstavlja tisto, kar bi morali pri študiju prej pomagati, namreč za znanjem se preveč ženejo. Ker bi radi zajeli vse naenkrat, ne morejo ničesar ohraniti. Kakor višek živeža telesa ne prehranite, več povzroči slabost v želodcu, druge dele pa obteži in utrudi, tako tudi obilica sočasnih podatkov zlahka izpuhti iz spomina in oslabi njegove nadaljnje zmožnosti. Tudi to je zanimivo, ta poudarek, da ne preveč, pa bi si mislili mogoče spet, da to je čas, ne vem, znanja in razvoja, da bo vedno več, tako kot je danes, ampak v resnici ni res, tukaj poudarja, da nekje se je treba ustaviti, nujna je prava mera vsega. No, samo še dva citata, torej spet reče, ta ponazarja na način spet, kako se posveča celotni vzgoji, ne zgolj, prej smo imeli o učenju, ne sme biti preveč učenja, ta pa je prav življenjski, reče. Treba je torej poskrbeti, da mladi čim dlje ohranijo čistost, prerana spolnost namreč osiromaši duha in škoduje telesni moči. Tako naj se nadaleč izogibajo plesom in podobnim prireditvam, enako pa velja, kar se tiče druženja z ženskami. O teh stvarih naj niti ne govorijo, niti ne poslušajo. Že tako jih je v teh letih grabi poželenje, če pa jih podžgejo še podli nasveti, je vsako upanje izgubljeno. Še posebej bo koristno, če ne bodo nikoli brez dela in bodo nenehno zaposleni z neko častno telesno ali miselno dejavnostjo. In zdaj spet zanimivo, pravi, prav brez delje namreč ponuja največ priložnosti, da postanejo pohotni, dovzetni za vse nezmernosti. Mladino, ki jo muči pretirana radoživost, se pozdravi z obilico aktivnosti, nevarnosti ne predstavlja samo brezdelje, temveč tudi samota, ki šibkega duha vklepa v stalno premljevanje teh misli in ne pusti, da bi ga karkoli odvrnilo. Ko namreč duha premaga strast, velja enako, kot če ga zajame malodušje. Ne smemo ga pustiti samega. In tukaj vidimo res v bistvu prav konkretne in v kakšne podrobnosti se v bistvu on spušča. To je pač pisec 15. stoletja, ne bi verjeli, da gre res lahko v takšne izredne pozornosti. Ne gre pa ves čas samo na svete, ampak proti koncu nekje pravi,
Vseeno pa je treba mladim kaj tudi spregledati in jih ne kaznovati za prav vsako njihovih slabosti z najhujšo strogostjo. Če namreč ne bodo takšnih muh vsaj malo izživeli v mladosti, jih bodo v starosti privlekli s sabo. Ne. Torej, zelo življenjski nasveti, ki jih lahko najdemo ki jih lahko izberemo iz tega traktata. No, in zdaj, da vas ne zadržujem predolgo, a ne, torej, kot rečeno, to ni priročnik, ne, ampak jaz vseeno mislim, a ne, da neko to humanistično prepričanje v ta ideal celostne vzgoje, a ne, v to držo, da z vzgojo, z dobrim študijem in tako naprej ne koristimo zgolj sebi, ampak pač celotni skupnosti, a ne, je res važno, a ne, vedno usmerjenost v neko to iskanje dobrega. In se mi zdi, da danes prepogosto je vse neko hitenje, a ne, in delujemo v tem svetu, kako čim prej, a ne, doseči neke rezultate, čim prej dobre rezultate na nacionalnih preverjanjih, na maturi, na vsem tem. In se mi zdi, da iz tega razloga se potem pogosto poudarja, da ni smisel vsega samo ta transfer znanja, ampak je smisel pač v mnogo več, a ne, treba je vzgajati neko osebo, celotno osebo in ga oblikovati, a ne. In to je tisto, kar se mi zdi res važno in vzgajati nekako to srčno z vizijo, ne vem, človeka, ne pa samo snovi. In se mi zdi, da če najdemo iskren odgovor s tem, je to nekako že prvi korak, da se približamo tem plemenitim humanizmom iz 15. stoletja. Hvala.